imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno prejeli svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Amen.
Oče, od Tebe so vse dobrote, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Nauči nas, da bomo v Tvojih darovih gledali Tvojo neskončno ljubezen in Te ljubili z vsega srca in z vsemi svojimi močmi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Ozeja. Tako govori Gospod: Glej, povedem nezvesto v puščavo, spregovorim ji na srce. Tam bo voljna, kakor v mladih dneh, kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. Tisti dan, govori Gospod, me bo imenovala moj mož. Ne bo me več imenovala moj gospodar ali moj Baal. S Teboj se zaročim na veke, s Teboj se zaročim pravičnosti in pravici, v ljubezni in usmiljenju. S Teboj se zaročim v zvestobi in spoznala boš Gospoda. To je Božja beseda.
Ko je Jezus govoril, glej, pristopi neki načelnik, pade preden in pravi, moja hči je pravkar umrla, toda pridi, položi roko nanjo in bo živela. Jezus ostane ter gre z njim in učenci ga spremljajo. In glej, žena, ki je na krvotoku trpela 12 let, je pristopila od zadaj in se dotaknila roba njegove obleke. Mislila si je namreč, ako se dotaknem le njegove obleke, bomo zdravela. Jezus se obrne, jo pogleda in reče, zaupaj, hči, tvoja vera te je ozdravila. In žena je bila zdrava od tiste ure. Ko je tedaj Jezus prišel v načelnikovo hišo in videl piskače in razburjeno množico, je rekel, umaknite se, deklica namreč ni umrla, ampak spi. Pa so se mu posmehovali. Ko pa je bila množica odpravljena, je vstopil, deklico prijel za roko in je vstala. In glas o tem je šel po vsej tisti deželi. To je Kristusov evangelij. Dragi župnik Andrej, dragi diakonini, dragi bratje bogoslovci, dragi ihanski farani in faranke. Danes smo se zbrali k zahvalni sveti maši. Na kmetih bi rekli, da je današnji dan podoben tistemu dnevu, ko se zaključi vse delo in se občuduje pridelke zemlje, ki je v tistem obdobju ponovno dala svoje bogate sadove. Torej, dan, ko nastopi tako imenovani Likov. Vendar pot do Likova zahteva veliko dela in veliko pridnih rok, ki skozi dolgo obdobje skrbijo, da zemlja obrodi v kar se da čim večji meri obilen sad. Najprej je potrebno predvsem skrbeti za zdravo zemljo, obogateno z gnojili, zatem dobra obdelava in priprava zemlje, skrbno sejanje, okopavanje, urgiranje, ko nastopi bolezen, zalivanje in šele na koncu spravilo pridelkov. Vse to pa spremlja trdo delo in zvestoba kmetovalca. Dragi ihanski farani, mar ni bilo tako tudi ob dogodku nove maše, ki smo jo obhajali? Danes smo vsi skupaj pod vtisom včerajšnjega dogodka, ko smo na nek način opazovali in želi sadove, ki jih je Bog dajal v obilni meri. In vendar, koliko truda je potrebno vložiti, veliko in mnogo prej, preden občudujemo, kako nad vse in nad vsem Gospod razliva svoj blagoslov. In vsi skupaj skrbimo za to, da je zemlja našega občestva dobro pognojena. To storimo le tako, da sami najprej poskrbimo za zemljo svoje duše, jo gnojimo z molitvijo, rednim obiskom nedeljske svete maše, zakramentom svete spovedi in drugimi zakramenti, ki nam jih daje Cerkev. Šele potem pri tem lahko pomagamo drugim, ko se dejavno vključimo v župnijsko občestvo preko različnih oblik služenja, od aktivnega delovanja pri različnih skupinah do skritega žrtvovanja in darovanja svojih preizkušenj in bolezni Bogu. Vsak s tem prispeva, da je zemlja ugodna za rast semena. Šele potem se prične sejanje. Vemo, da je glavni sejalec Bog. On daje seme in on daje semenu moč za rast. Brez tega zavedanja je vsak naš napor odveč in zaman. Bog je alfa in omega, ki skrbi za seme in njegov sad.
To zavedanje nam omogoča, da smo semena in njegove rasti veseli, a da je to dar od Boga. Seveda z Bogom sodelujemo pri njegovem sejanju, vendar setev in tudi žetev ostaja Gospodova. Tako je z vsakim duhovnim poklicom. Gospod je tisti, ki kliče in vodi tega, ki ga kliče na posvečeno pot življenja. Naša naloga je samo biti dobra zemlja in predvsem skrbeti za veliko gnojila molitve, žrtev in dobrih del. Rast tega semena in poklic pa ni več v naši moči. To pa vsekakor ne pomeni, da nam Gospod ne da okusiti njegove žetve. Včeraj smo bili priča delčku njegove žetve. Vsak na svoj način jo je doživljal. Novomašnik svojo, župnik svojo, farani svojo, vsak na tistem področju, kjer je prej tudi trdo delal in okopaval, da je seme lahko dalo svoj sad. Vendar včerajšnja žetev še ni dokončana. Vemo, da ima vsaka žetev namreč dvojni učinek. Najprej nova zrna žetve omogočajo hrano, torej omogočajo moč in zakon za naprej, za novo delo. Na drugi strani pa nam nova zrna žetve omogočajo, da imamo semena za naslednjo žetev. In v tem duhu nas vse vabim, da doživljamo dogodke preteklih dni. Veselimo se vsega, kar nam je Bog dal. Praznujemo likov naše fare danes. A hkrati smo te dni od Gospoda prejeli nova semena, da bi jih sejali in skrbeli za njih, da bo kmalu možna nova žetev, če je možna še večja. Na tem mestu rad ponavljam besede, ki sem jih pred leti slišal sam na neki novi maši. Od takrat naprej te besede polagam sebi na srce in vsem, ki jih srečujem na svoji zemeljski poti. Besede je v priložnosti izrekel duhovnik takratnemu novomašniku, ki mu jih je nekoč namenila neka starejša redovnica. Naj nam bodo te besede vodilo in smer za naprej. Takole pravijo: kamor greste, vedno sejte in na žetev nič ne glejte. Ne za žetev, pač za setev, Bog plačilo podeli. Kamor greste, vedno sejte in na žetev nič ne glejte. Ne za žetev, pač za setev, Bog plačilo podeli. Dragi hanski farani, drage hanske faranke, hvala za vaša semena, ki ste mi jih v dobrih 2 desetletjih podarili svojo prijaznostjo, dobrimi nasveti in predvsem vašim zgledom. Hvala predvsem za tista drobna in skrita semena molitve in žrtve, ki ste mi jih namenili. Tudi tebi, dragi Andrej, hvala za semena molitve, žrtve in podpore. Ravno letos je 60 let, kar z Bogom sodeluješ pri njegovem sejanju in od tega kar 20 let v župniji Ihan. Bog povrni za vztrajno sejanje in okopavanje na naši ihanski zemlji. Zato, dragi bratje in sestre, še enkrat pravim: kamor greste, vedno sejte in na žetev nič ne glejte. Ne za žetev, pač za setev, Bog plačilo podeli. Naj vam za vaše sejanje Bog plačilo podeli in Mati Marija svojo priprošnjo srečno večnost zagotovi. Amen. In da bo to obrodilo svoj sad, vam bi sedaj podelil novomašni blagoslov. Molimo. O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha
srcem svojih vernih ulil darove ljubezni. Daj mojim bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Bratje in sestre, Jezus je izkazoval ljubezen vsem ljudem. Prosimo ga, da bi tudi mi z ljubeznijo širili njegovo kraljestvo. Za pastirje cerkve naj odsevajo tvojo podobo v svetu in nas tako vodijo k tebi. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki so poklicani, da služijo skupni blaginji, naj se še bolj posvečajo ubogim. Prosimo te, usliši nas. Za mlade, ki iščejo smisel življenja, naj ga najdejo v tvojem zgledu služenja bližnjim. Prosimo te, usliši nas. Za zapuščene in osamljene naj se zavedajo, da s svojim trpljenjem odrešujejo svet. Prosimo te, usliši nas. Za vse umrle naj okušajo polnost veselja, ki si jim ga obljubil. Prosimo te, usliši nas. Jezus, Božji sin, upodobi nas po svojem srcu, da bomo čutili tvojo milost, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Ja.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Mojo smrto znanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš z nami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej na jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. A naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Jurijem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu, mir in zveličanje. Utrjuj v veri ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne, brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov.
naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava, in slava, in slava nikomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grihe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. V znamenje miru in sprave si podajmo roke.
jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo žival vekomaj. Bog naš Oče, v daritvi, ki smo jo pravili v zahvalo, si nam dal svojega Sina v duhovno hrano. Daj nam moči in veselja, da ti bomo še bolj služili in bomo vredni novih dobrot. Po Kristusu našem Gospodu. Tebe, Boga, hvalimo.
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.